dan, dobrodošli v podcastu Moč politike. Danes gostimo socialnega psihologa in upokojnega profesorja dr. Vlada Miheljaka, ki je tudi starosta političnega komentiranja v državi. S priznanim in izkušenim analitikom se bomo pogovarjali o fenomenu stranke SDS, ki jo že več kot 30 let vodi ključni človek slovenske tranzicije Janez Janša. V soboto bo izvoljen nov mandat na čelo stranke, ki ima hegemonski status na desnem polu. Gost bo tudi analiziral politična razmerja slabo leto dni pred parlamentarnimi volitvami. Gospod Miheljak, dober dan, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Greva kar prvem vprašanju, torej na povedanem kongresu stranke SDS, ki je tudi osrednji dogodek tega konca tedna. Verjetno boste presenečeni, če Janša na teh strankarskih volitvah za predsednika ne bo dobil 99% vseh glasov. Je zdaj, kako bi rekel, v strankah tipa, kakršna je SDS, pri voditeljih tipa, kakršna je Janez Janša, je 99 pravzaprav neuspeh. Kako bi rekel, ta pravi so vedno dobivali čez 100%, to je znano, da ko so seštevali, se nekako nagrmadilo in je to postala neka taka ljudska krilatica, da je dobil 110% podpore. Ne? Ampak gled, iz nekih politično-genskih razlogov bi vendarle morala biti neka konkurenca. Ne? Vsej, recimo, da bi nastopala Janez Janša in Ivan Janša. Jaz sem prepričan, da bi Janez Janša kljub temu dobil 99%. Ne bi mu zaupal do 99% ljudi. Moče bi 1% dobil Ivan Janša bolj po pomoti, ali ker bi ljudi mislili, da gre za isto osebo. In to, rekel, da ne najdeš neke osebe, ki bi se žrtvovala svoj, in takih malo, koliko hočete, ki bi žrtvovala tudi svoj ugled za to, da gre v neenaki boj, ne, je pravzaprav nerazumljivo. Ne. Očitno je to nekje v psihološki strukturi človeka, tipa človeka, kakršen je Janša, je to, da ima absolutno kontrolo, absolutni nadzor. Ne zaupa nikomu, tudi samemu sebi očitno ne. Ker, kako rekel, če se ne more zgoditi presenečenje, se verjetno v stranki SDS ne more zgoditi. Ne? Ker rekel, tega upora ne more biti, ker vsi, ki so potencialno sanjali, teh sanjačev je bilo nekaj, ki so vse tiho zvečer, ko so luč ugasnili in se pokrili čez glavo, da so sanjali, moče enkrat zamenjali Janšo in tako naprej, je bilo nekaj in z vsemi se je nekako obračunalo, ali če hočete, je tudi sam predsednik obračunal, vsi so padli v nemilost. Ne. Pri nekaterih je stvar enigmatična, to je recimo njegova, bom rekel, morda celo bil desna roka, Logar, ne, kaj je z njim. Ne? To je edini, ki je nekako se oddaljil od njega, ki je se skušal nekako postaviti up front, vse po vtisu, po videzu, ne? Pa ni bil, kako bi rekel, se ni zgodil atentat na odprti sceni. Ne? Tako da tu se ravno to pravzaprav marsikoga navaja na to, ne, da morda ta razhod, da je morda samo taktičen, da se pobere večji del širokega spektra, ne samo desnega, ampak tudi recimo sredinskega, kjer marsikdo prepoznava Logarja. Ne? Ampak hitro se bo pokazalo, v dobrem letu se bo izkazalo, a je ta špekulacija drži ali ne. Zdaj, nekateri, ki pa so pokazali določeno avtonomijo, recimo Hvalica, pa še nekaj je bilo, ne, so pa bili grobo odstranjeni. Ne. Niti nisem imel občutek, da so ga hoteli mu spodmakniti stol, ne, ampak so enostavno hoteli, mislili so, ne, da tako rečem, ne, če smo za isto misel, lahko vsi govorimo. Ne. To, da sedimo za isto misel, še ne pomeni, da vsi govorijo, ampak vsi morda poslušajo enega, ki govori. Ne. To ne mara spominja na partijske čistke, kar pripovedujete. Ja, gotovo. To je, kako rekel, teh paralel je veliko, na koncu koncev Janez Janša ni človek od včeraj ali pa danes. Ne? On ima dolgo zgodovino in so te manire mu dobro znane. Ne? V vseh 10 strankarskih volitvah, na katerih je Janša nastopil v SDS, je imel le leta 1993 protikandidata, takrat. Stranka SDS pa v svojem imenu nosi pridevnik demokratična.
Kje opažate atribute demokratičnosti v notranjem ustroju stranke? Ja, ko si neka stranka prida atribut demokratičnosti, morate biti pozorni. Nobena demokratična stranka tega atributa ne rabi. Ne? In mislim, da bolj živimo v demokraciji, seveda. Recimo sistemi, ne? Demokratična ljudska republika, ne vem, Koreja ali ne vem ta ali ona, ne, pa navadi so imeli vse te, recimo vzhodnoevropske ali pa socialistične, nedemokratični režimi so imeli pa navadi predpono demokratični, ne. Da ti poudarjaš demokracijo je nekaj, s čimer pravzaprav se ne moreš pravzaprav ponašati, zato daš formalni vtis, da si demokratičen, ne, in strank v Sloveniji, ki so ohranile to predpolno demokratično, je pravzaprav zelo malo v Sloveniji. Ne? Včasih so bili krščanski demokrati, ne, in tako naprej. So zdaj NSI in tako naprej, Slovenska ljudska stranka, Svoboda. Socialni demokrati, no, oni imajo tudi svojo zgodovino in tako naprej. Ne. Nekateri ne blefirajo, recimo Levica reče, je Levica, ne, je celo so nekaj časa skušali opletati z tem, da so oni za demokratični socializem. Socializem, ne, in pa mu ni treba posebej utemeljevati atributa demokratičnosti. Ne. Josip Broz Tito je vodil komunistično partijo Jugoslavije, kasneje pa tudi Zvezo komunistov Jugoslavije 41 let. Zelo realno je pričakovati, da ga bo Janša po stažu predsednika SDS presegel. Vidite še kje drugje stične točke oziroma podobnosti med njima? Ja, Tanja Torbarina je bila ali je še ena hrvaška kolumnistka, komentatorka, duhovita, ona nekoč za Tuđmana napisala, ne, da en samodržec imitira drugega in to neuspešno. Ne, in tu bi lahko to paralelo pravzaprav nekako zlorabili, uporabili, ne, da je pravzaprav Janša tudi imitira Tita, ampak neuspešno. Ne. On nima namreč tisto, kar je Tito imel, on je imel to ljudsko potezo. Ne. Nekaj so ljudje sprejeli kot toplega, a je bil tak, a je bil drugačen, ali je bil Goli otok poln in tako naprej, to niti ni pomembno. Ne. Ljudje so ga videvali kot toplega človeka, kot priljudnega človeka. Ne. Janše ne. Janše eni častijo, drugi ga sovražijo, vmes je pravzaprav zelo malo prostora, ne, ampak tudi tisti, ki ga častijo, ga nimajo za takega, imajo za serioznega, kar tudi je, on je zelo seriozen človek. On je kljub vsem tem obratom, ne, je on zelo dosleden človek. On je še vedno ta isti Janša, ki je šel nekterega leta v Kumrovec ali pa v Jajce in tako naprej. Ne. Torej ni se spremenil on kot napačno, včasih komentatorji rečejo, ampak spremenili so se okoličine. On sedaj deluje v drugih okoličinah. Ne. Ne, ko bi rekel, ne, če je dež drugače, reagiraš na okolje, kot če je sonce. Ne. Ampak on je še vedno isti Janša, ne, in kot tak funkcionira in kot tak tudi komunicira z ljudmi. Ne. Zato so njegovi nagovori, ne, recimo, najbolj spominov ostal ta nedaven pred sodiščem v Celju, ne, to so srhljivi, ne, to ni nagovor razposajenega avtokrata, ali pa samodržca, ki je malo navihan in tako naprej. On je zelo asketski, zelo lakoničen v teh svojih nagovorih. Ne. Nič pravzaprav ne privošči ne sebi, ne drugim. Ne. On sicer se ne bi strinjal za tako oznako, ne, ampak on je čisto, kako bi rekel, je na nek način anahron za zdajšnji čas. Ne. On seveda skuša se adaptirati na ta čas z svojo osebnostjo, ki je pa nič ne spremeni. Ne? In jaz mislim, da je samo tiste poteze, ki so bile ves čas prisotne, v vseh obdobjih so samo še se zaostrile zdaj pri njemu. Lahko med Janšo in SDS potegnemo enačaj. Janša je enako SDS oziroma SDS je enako Janša. Ja, poglejte, to je enačba. Ne? Zdaj lahko se vprašamo, jaz bi drugače postavil. Kaj je SDS minus Janša? Ne? To je, enačba je verjetno nič, ne?
Ja. Ne, je nič, ne. Jaz mislim, da stranka, to sem pa skoraj prepričal, no, čas me bo morda demantiral, ne, ampak ko se bo on enkrat, če bi se čisto omaknil, da ne imel nobenega vpliva, ali preprosto več v neki perspektivi več, ali ne bi živel, ali kakorkoli že, ne, ta stranka ne more preživeti brez njega, ne, ker prvo vso osmišljenost stranke je bila na teoriji zarote, na krivosodju, na okradeni državi, na opetnajstenju, torej vseh teh zgodbah, ki jih pravzaprav kreira on, ki se z njim začnejo in z njim končajo. In če se z njim končajo, potem za tem ničesar več ni. Ne? Tako da jaz mislim, da je to stranka, ki je izrazito vezana na osebnost. Lahko tudi rečemo kult osebnosti na koncu. Kult osebnosti. Torej, napovedujete, da po njegovem odhodu, ko se bo zgodil, verjetno še seveda ne tako kmalu, sledi implozija te stranke oziroma razpad na več frakcij. Ja, zdaj, razen če bi seveda, to zdaj težko rečemo, kako se bo stvari, ampak pokazal se je in on, to mu je treba priznati, to vztrajnost, pokazal se kot zelo odporen, ne samo oporen, ampak odporen, ne, in stranka je z njim nekako postala relativno žilava, ne, ampak brez rekel, on je program, ne, program stranke ima dve besede, ali pa tri, če hočete, Janez Ivan Janša, ali pa Janez Janša, kakorkoli že, ne, ko rekel, on, ker tega ni, je nepomembno, to kar oni imajo vsi, tako ali drugače, ne. Čeprav so seveda zaostrili v zadnjem času, so izrazito zaostrili retoriko. To se morda celo bolj kot le, ko smo to vajeni in sproti spremljamo, bolj se vidi v Evropskem parlamentu. Ne. Tu so oni zdaj enkrat postali pravzaprav njihovi predstavniki so postali prvo neka nejasna pozicija, ne. So v ljudski stranki, ki je relativno etablirana desno-sredinska stranka, ne, njihova retorika, njihova dejavnost, njihova aktivnost je pa na skrajni desni te parlamentarne topologije. Ne. To se tudi včeraj videlo, ko je Pirc Musarjeva, morda prvič kateri politik tako jasno uporabil besede genocid in tako naprej, ne, kar je v redu, ne, dobro, tudi Golob je enkrat toliko skoraj ko Hruščov nekoč pred njim s čevljem po gorniškem modru, rekel stop the war now, ne, ali kako že Netanjahujo, ampak on je prvič to tako in potem so oni videli, ne, to je zanimivo, ni to, da so oni lagali, samo skrajna levica je ploskala. Ne, približno slaba polovica parlamenta, tako kot je zdaj, razmerje sili je ploskalo. To sem včeraj natančno pogledal, tiste posnetke. Ne. Ampak oni to slabo polovico parlamenta ali pa polovico parlamenta vidijo kot skrajno levico. Vsi, ki niso vsej ljudska stranka, so skrajna levica. Ne. In to seveda, iz tega seveda govori pa zdaj projekcija te njihove pozicije, ki je skrajno desna. In stranka se bo, jaz mislim, da se bo in v Evropskem parlamentu redefinirala in doma pa itak tega ni treba, ne, v domačem prostoru. Ja, kdaj po vaše se bo Janša ob tej vztrajnosti, ki jo omenjate, odpornosti, ki jo omenjate, umaknil iz politike? Nekako pravilo je, ne, da avtoritarni politiki z avtoritarnimi težnjami vztrajajo do pozne starosti v politiki. Ja, tu je več razlogov, ne. Prvič je ta njihova predstava o nenadomestljivosti. Ne, to je ena predstava, druga je pa nek varnostni mehanizem kontrol frikov v politiki, ne. Kaj bo pol čas odidem, ne? A še bo moja varnost pred sodiščem, pred javnostjo, pred mediji in tako naprej, taka, kot je bila prej. Ne, v tistem trenutku, ko bi se on omaknil, bi v trenutku pravzaprav se popolnoma drugače, kako bi rekel, vsa družbena struktura, od sodišč do medijev, do vsega bi začelo drugače ga obravnavati. In on to ve, ne. Veste, Bertolt Brecht je nekoč napisal, ko umre veliki človek ali veliki voditelj, kakorkoli že rekel, ne, se zamajejo 3 kraljestva, ne. Ampak, če bi prišel čez 3 dni nazaj, da bi stal od mrtvih, ne bi bilo zanjega mesta niti za telefonista. Ne, to pravi, ne. Ti si trenutku, kot enkrat odstopi, ti si zdaj in si močen. Trenutku, ko odstopiš, ne moreš več nazaj.
Nekaj rekel, stol je odstranjen in tega stola ni več in ga ne moreš nazaj dobiti. To je edini fenomen je bil pri nas Karl Erjavec, pa šel ne prav uspešno, da se je vrnil nazaj v politiko, ker so ga menda ljudje rabili, pa se ni izkazalo kot uspešno, ta manever. Ker, na primer, ideja demokracije pa ravno temelji na fluktuaciji kadrov. Ja, seveda, na transformacijah, na prevetritvi, na osvežitvi. Ne moreš biti človekom, ki je svoje politične strategije, svoje politične taktike, svoje politične vizije, svoje politične metode, svoje komunikacijske metode gradil medtem, ko je pešačil proti jajcu. Ne moreš z njim v letu 2025 graditi sodobne politike. Vsi, ki so takrat začeli, so pravzaprav del tega nahrbtnika nosili sabo. Kar pogledajte, in ko bi rekel, mimo grede, ne vem, če veste, če ste razmišljali o tem, kateri je v evropski politiki in tudi v slovenski politiki edini bivši partijec, član komunistične partije. Ja, mislim, odgovor je jasen, SD ga nima, Levica ga itak nima, ne vem, bodoča stranka, mislim, da jo ta Kordiš, če se ne motim, snuje in tako naprej, nima, zadnji, poslednji, ni Mohikanec, ampak je poslednji partic, niti ne bom rekel komunist, eno je biti komunist, drugo pa človek, ki ima v strukturi to partijsko logiko. Tu ste mi dali stočnico za naslednje vprašanje. Vemo, Janša je bil v mladosti preveč radikalen celo za komunistično partijo Slovenije, zato so ga izključili. Radikalnost njegovih desnih idej pa že kar nekaj časa nagrajuje, ima podporo v znatnem delu slovenskega volilnega telesa. Pa me zanima, če ta neverjetna politična transformacija iz skrajne levice proti desnici, če ta transformacija le posebnost vzhodnih tranzicijskih demokracij? Zdaj, eno je, to sem delno že prej poskušal povedati, Janša se pravzaprav ni kaj veliko spremenil, on je stalnica, ne samo stalnica SDS, ampak tudi stalnica politike in zdaj seveda, ta transformacija, če sem prav razumel vprašanje, se pravzaprav ne more zgoditi. Janša, dokler bo tisto, kar pravimo, pa je zelo občutljiv na to janšizem, dokler bo tako, kot je. To se ne more spremeniti. Ne moreš ti, spremeniti stalinizma, tega izma, onega izma in tako tudi janšizma ne more spremeniti. S tem, da treba pa povedati, Janša ni janšist, janšizem je stanje duha. To je nekaj, ki pa bo, vendar je vprašanje, ali bo razpolovna doba hitre, prej se ugotavlja, da verjetno bo zelo hitra po njegovem takšnem ali drugačnem umiku iz politike. Tako da jaz mislim, Ko menjate janšizem kot stanje duha, tole stanje bo seveda, kako dolgo bo tole stanje trajalo tudi, morda, po njegovem odhodu iz politike? Ja, kaj bi rekel, ta stanja iščejo svojega naslovnika. Če ne bo Janša, bo nekdo drug. Ampak potem ne more obstati ta struktura zdajšnja. Kaj bi rekel, en del volilnega telesa je avtoritaren sam po sebi, mu je privlačna avtoritarnost, samodržnost, močna roka, populizem, verjamejo teorije zarote in tako naprej. Je veliko atributov, ki jih direktno v politiki ne vidimo, ki so lastni temu istemu potencialno volilnemu telesu. Ni vse volilno telo, ampak ljudje, ki jih to privlači. In ti ljudje najdejo novega naslovnika lahko, da bo bolj razpršeno. Janša ima to lastnost, to vztrajnost, da je vendarle povezal. Ob njem pravzaprav ne raste veliko dreves. Tudi z istega, z istega rodu. Tako da on je vendarle, mu je uspelo to, da se ta desnica ni drobila.
če bi on odšel, bi verjetno ostalo takoj 20 takih, 20 lunatikov, ki bi bili pripričani, da lahko naredijo neko stranko ali neko gibanje, ki bi vodilo Slovenijo. Vse so bili poskusi, pa so ponavadi vedno se nekako iztekli v prazno. Ne. Sam Janša jih je kar ustrezno poimenoval, da so to različni krjavli v slovenski politiki, ne, ki so ga motili, ker je vedel, da tudi če bi pa 1% dobivali 5-6 takih strank, je to 5-6%, ki so lahko včasih odstotki življenja in smrti v politiki. Ne. Ampak njemu je to kar uspelo. On ima urejen vrt, ne, in dokler je NSI vodljiva in upogljiva, tako dolgo živi. Tisti trenutek, ko bi Tonin zares mislil, da lahko se gre politiko mimo Janše ali onkraj Janše, tistem trenutku ga bo ugasnil. Ne. To je verjetno, jaz mislim, da je tudi Toninu jasno, predvsem pa, če ni njemu jasno, pa jasno njegovemu članstvu. Ne. To se je videlo, ne, kakšni pritiski so bili na bivšo predsednico NSI Ljudmilo Novak, ne, ki se je pravzaprav edina na desnici nekako upala upirati, ne, in ni kupila vsega, kar je Janša prodajal in kar je zahteval. Ne. Tako da je na nek način po Ljudmili Novak je bila kakšnakoli možnost, da bi lahko se oblikovala neka vzporedna struktura, da je bila neka konkurenca, ne, je padla v vodo. Ne. Tako da jaz ne vidim, ne. Logar bo dobil določen odstotek, zagotovo, ne. Ampak vprašanje je prvič, kakšna bo njegova avtonomija glede na Janšo, drugič je pa tudi vprašanje, ne, ali bo ta odstotek takšen, da bo lahko jeziček na tehtnici. Ne. Recimo v Nemčiji ste imeli dolgo situacijo, ste imeli takrat v klasični topologiji močne socialdemokrate, ponovadi še malo močnejše CDU, CSU, ne, in liberalci, ne, FDP so bili pa jeziček na tehtnici. In oni so odločali, kdo bo zmagovalec. Včasih so šli dejansko z socialdemokrati, včasih so pa šli, večkrat pa so šli z CDU, CSU, ne, v koalicijo. Ne. Ja. Vrniva se še nazaj k kadrom. Kaj je mogoče, ne, iz socialno-psihološkega vidika reči o Janševih političnih sopotnikih, ki vztrajajo v tako hierarhizirani politični strukturi, kot je stranka SDS? Ja, jaz mislim, da seveda to zdaj, no, tako bom rekel, ne, veliko vprašanje je, kdo zdaj tle koga zlorablja. Ali Janša zlorablja jih na nek način, to preprosto volilno telo, najbolj elementarne ljudi, ki zelo elementarno rezonirajo, ki imajo zelo elementarni okvir razuma, kot pravi, ne, ali pa oni zlorabljajo njega. Namreč, tako kot on njih rabi, tudi oni njega rabijo. Ne? Tako da tu gre za neko vzajemno zlorabljanje in tudi za neki vzajemni pakt. Ne? Noben ni pravzaprav bil prinešen naokrog. Ne? Tisti, ki so tako ali drugače se znajdli v letu, kde je bilo 22-23, ne, v zadnji Janševi vladi, ne, ko so nam zaprli pol Ljubljane in tako naprej. Ne. Noben ni rekel, čak, to pa ni to, za kar smo se borili. Ne, to je bilo točno to, za kar so se borili. Oni so vedeli, dobili so točno to, kar so pričakovali. In če bi ravnal drugače, bi jih razočaral. Ne? To je podobno, kot je bilo pri Miloševiću. Že Milošević leta 86 prišel na oblast, ne, je spodvrgal svoje sopotnike in tako naprej, se je utrdil in je, da tako rečem, surfal na glavah tega preprostega srpskega populusa, ne? Ampak v nekem trenutku je ta populus vodil njega, on je določal valove. On, če bi rekel, zdaj pa šlo predaleč, smo tik pred tem, da nas bodo ugasnili, da bo NATO napadel, kakorkoli že to potem bilo, ne? On več ni imel te možnosti. Ne? Na nek način je on postal ujetnik tistih, ki jih je ujel v svojo zanko. In tako je tu taka neka vzajemna dinamika tudi med njegovim ljudstvom in med njim. Ne? Tako, samo takšen Janša jih zavoli. Ne? Tako kot seveda on
točno take rabi, kot jih ima. In je pa res, da če še včasih se ima občutek, ne, tako psihološko gledano, da je še vendarle malo imel neke zavore, da je imel da je še imel malo nek nadzor. Ne. Zdaj očitno nima, ne, ali je prepričan, da je tako lahko dosega cilje, ali pa enostavno res verjame, da so to ljudje, ki so njegovo ljudstvo, da tako rečem. Ne. Včasih še imamo nek rešpekt, ne, do teh nekih sopotnikov, ki so bili iz literarnih krogov, ki so se precej oddaljili od njega, pa neki teh univerzitetnih profesorskih krogov, ki so se zelo, ne. On ima zdaj tako prebrano to, kako bi rekel, spremstvo, ne, Heidegger bi rekel, Gefolgschaft, ne, tisti, ki ga spremljajo, voditelja, ne, da pravzaprav je res, kako bi rekel, to je res neki taki izplen, ki bi nekdo rekel, da mu ni v čast, ampak koga briga čast v politiki. Ne? V politiki so cilji, v politiki so interesi. Neki, ne bom se spomnil priimka, nek Slovenec edini je se srečal s Hitlerjem, nekje mislim, da je bilo ali je bilo Münchnu ali Salzburgu, v Münchnu, ja, v Salzburgu, takrat še nimo, je bil tam v 30 letih, ko še ni bil na oblasti, ne, se je nek slovenski nacionalist srečal z njim in mu je uspelo celo priti se rokovati z njim, potem pa sta se zapletla pogovor in je rekel približno takole, ne, ampak ni mi všeč, ne, da se pečate socialisti, socialdemokrati, ne, pač, ko so bile te sprege, ne, to ni moralno. In Hitler med govoril, in politik gibte skrajne moral. Politiki ni morale. Ne, se bavi, ne z moralnimi pojmi operirati tam, kjer ni prostora za njih. Ne. In on je to zdaj dojel, ne. Zato je nevaren. Ne. Ti zle namere so v tem, da pravzaprav se je on sam osvobodil lastnih, kako rekel, lastnih kontrol, samokontrole. Ne. To, kar je govoril v Celju, ne, to bi moralo vsakega, zdaj bomo uporabljali besedo, ki so jo prej premotirali, vsakega demokrata bi moralo zaskrbeti. Ne. To on govoril resno. To ni, kako bi rekel, to ni pač neko žuganje s sodnikom, pritisk na sodišče. Ne. Tako on misli, ne. In to je. Ne. In tako kot je profil, on gre vseh teh grobih besed, vseh teh primitivnih in tako naprej retoričnih obrazcev njegovih. Ne. Preberite v Zadnji mladini prejšnji teden neko odo Sloveniji, več let stara stvar, ne, to je Janša. Če on tako vidi Slovenijo, ne, z vsemi okraski, to je nekaj, kar ne spada niti v patos narodno-voditeljski tam čitalništva. Ne, to je govorite o njegovi pesnitvi. Ne, pesnitvi, no, pardon, ja, to je nekaj, človek ima to v glavi, leta 2025, ne, ima to v glavi, je res nevaren. Ne, zaradi teh lepih, mehkih besed, podcukranih besed, ne zaradi tistih grobih, s katerimi žuga sodnikom, ne vem, krivosodju, ne vem komu vse, ne, ampak to je pravi portret, to je njegov avtopotret, ne, tista pesnitev, ne vem, Oda Slovenije, ali kaj je že naslov, ne. Ampak Janša ob sebi seveda tudi za funkcioniranje stranke, kot je strukturirana, ob sebi potrebuje lojaliste, ne. Zdaj me zanima, ne, kako vi v tem kontekstu komentirate nedavni zlom mladega poslanca SDS, ki je bil prvi obraz za stranko SDS uspešne kampanje v referendumu o izrednih pokojninah za vrhunske umetnike. Zdaj, več stvari je, ne, ki je treba najprej moče v oklepaju povedati. Eno je pač, vsi smo ljudje, ne, in vsakmu se lahko zgodi kakšnakoli kritična točka in tako naprej, dekompenzacija, kot rečemo psihologi. Ne. Drugo, verjetno je bil, in to ne vemo, ne, poleg nekih špekulacij so bile v nekih privatnih zadevah, ne, ki jih ne poznamo, tudi nočemo poznati, ne, je verjetno bil pod velikim pritiskom, ne, tudi ne poznamo njegove zgodovine odprej, njegovih reakcij in tako naprej, ne, ampak tisto, kar je zanimivo in kar je v tem morda bolj kot samo njegov dogodek,
je bilo to, ne, kako se je neka stranka znašla na prepihu, razgaljena. Ne. Primož Cirman je necenzurirano, sem včeraj bral, šel narediti pregled, kaj vse so govorili v povezavi z norostjo in tako naprej, ne, njihovih konkurentov, ali na osebni ravni, ali na strani strank. Ne. Se pravi, če bi recimo od 100 enot dekvalifikacij, pa diskvalifikacij, kategorizacij, ne, kliničnih nasprotnikov, od 100 enot je mogoče 95 ta stranka delala. In zdaj se zgodi, da njihov poslanec, ne, gre tam nekje na streho in tako naprej. Ne. To je, kako bi rekel, to je predvsem ukor za stranko. Jaz mislim, da bo fant, upam, ne, prišel k sebi in nobenemu od tega, na tej ravni smo vsi ranljivi in vsi občutljivi. Vsakmu se lahko zgodi, vsak ima sočloveka, ki se mu to lahko zgodi. Ne. Tisti, ki je privoščljiv za take stvari, ne, je nespameten. Ne. Je pa seveda stranka, bi pa morala predvsem se obrniti vase v tem. Ne, da pravi, prosimo za ovidevnost. Kljub temu, da jaz nisem opazil, v tej dne morda ne berem, ker veliko stvari ne berem, ne, na omrežjih in tako naprej, ne, nisem opazil kakšnih nekorektnosti. Ti osrednji mediji in to so zelo v rokavicah, zelo profesionalno, no, da tako rečem, obravnav. To je bila stvar črne kronike, ne? Tako, ne, ampak so, v glavnem, nisem kakih besed, ki bi kakorkoli šle korak čez, ne, in oni so apelirali, naj bojo, ne, oni, ki pa ves čas klinizirajo situacijo, ne, in to je kakorkoli, seveda, fant bo potegnil iz tega neko izkušnjo, ne, oni pa upam, da se bodo kaj naučili, čeprav problem takih, ne, ki so najbolj potrebni učenja, je problem takih, da so neučljivi, ne, jih je težko naučiti, ne, ker če bi bili učljivi, ne bi bili tam in taki, kot so, ne, in tako da to je zelo, kako bi rekel, je tema, ki je nehvaležna za analizo, ne, ne, s kakšnimi koli dovtipi pravzaprav se zapleteš, ne. Potem pustiva takole, kot ste povedali, nekako zdaj bi šel proti, rečimo temu, osrednjemu vsebinskemu vprašanju, ne, tega najnega pogovora. Torej, na sobotnem kongresu, ne, bo stranka SDS sprejela resolucijo z naslovom Vzemi državo nazaj, tvoja je. Govori pa ta resolucija namreč o potrebi po ustavni večini razuma za temeljito politično in družbeno preobrazbo Slovenije. A ni ta temeljita preobrazba družbe Janšev leitmotiv v politiki že od vse začetka? Namreč, spomnimo, Slovenska demokratična zveza je razpadla zaradi Janševega vztrajanja, da se mora celotna družbena struktura pomakniti v desno. Spomenka Hribar je to takrat ocenila kot totalitarno idejo. Kasneje je Janša govoril o drugi republiki, ki je prav tako vsebovala veliko, rečimo temu, totalitarnih nastavkov. Ja. Zdaj pa Janša, ne, torej leta 2025, vse skupaj zapakiral v politični slogan ustavna večina razuma. Ja, zdaj, moče ne tam nekje, skoraj na koncu bi najprej začel za take eno fusnoto, ne. Zdaj, okoli te njegove slovite druge republike, treba razčistiti eno stvar. Janša je živel v prvi republiki, ko je hodil v Kumrovec pa v Jajce, drugi so hodili kam v Amsterdam se zakajati, ali kakorkoli že, ne, pač različni ljudje so različne stvari počeli, ne, druga republika je ta zdajšnja, ne, čeprav štejemo, ne, in to republiko, ko pa on napoveduje, je pa tretja republika. Ampak tu seveda nastane neka zgodovinska aluzija, ki je neprijetna, zato on govori o nenehno, ampak noben ga ne popravi, kakšna druga republika, naš te republike, ne, kateri si živel, ko si bil v partiji, ne, kateri si živel po letu 90, ne, in tako naprej, ne, in katera potem prije na vrsto, ne. Zdaj, vrnimo se na začetek, vzemi državo nazaj, ne. Ja. Ko bi rekel, demokrati njegovega tipa, to so avtokrati in tako naprej, ne, so kleptomani. To je kleptomanska ideja, vzami državo nazaj. Vse država ni tvoja, ni moja, država je družbeni dogovor. Se pravi, ne more biti nekoga last, če je družbeni dogovor. Ne? In drži, država je država, dokler je ta družbeni dogovor drži, takoj, ko pa kdo
jemlje naprej ali nazaj, slejko prej je to naprej, ne? Nazaj, kako boš nazaj vzel, ne boš nekaj nazaj vzeti, kar je že mimo, ne? Rekel, tisti, ki jo pa vzame, pa kleptomansko posega po državi, ne? In to, seveda bi ta krilatica je direkten nagovor k demontaži demokratične države. Ne, tako da zdaj ne vem, kako bojo to sicer utemeljili, niti ne vem, če bodo kaj utemeljevali, ampak ljudje, ki bodo tam prišli dvigati roke, ki bodo vsi, dvomim, da bo 99, mislim, da bo kar 100% za, ki bodo zvolili, ne vem koliko že Janšo za predsednika, bodo seveda zadovoljni s tem. Nič se jim ne bo zdelo narobe, ampak da pa imajo kleptomanske ideje, to pa več čas kažejo, kaj bi rekel to, sodišče, bomo prišli na oblast, bomo sodišče spremenili. Sodišča so nekaj, kar so onkraj časovnega traka, zdaj smo mi na vrsti, kasneje so drugi na vrsti. Takoj po letu 90 en politik, krščanski demokrat, rekel, čakajte, zdaj smo, rekel v parlamentu, zdaj smo pa mi na vrsti. Ne to, da je parlamentarna igra, je nekaj power play, prešteješ glasove in tisti, ki jih dobi več, tisti pač določi neko pravilo igre, na koncu tudi zakonodajo. Capuder pa je rekel, takole, a je bil takrat minister, ali je bil še poslanec, ne spomnim točno, rekel, čakajte, zdaj smo pa mi na vrsti. Kako mi na vrsti? Kdo je na vrsti? Kdo je bil prej na vrsti? Kdo je zdaj? V demokraciji ni vrstnega reda, ampak so samo pravila iger, vrstnega reda pa ni. Vrstni red je v čakalni vrsti za zdravnika, da prije čez leto pa pol na ultrazvok in tako naprej. Ko rekel, v demokraciji ne more biti kategorije zdaj potem, ampak vsi so krati zdaj tisti, ki določajo. In zdaj to, zame je to čisti kleptomanski izraz, čisto kleptomanska namera, vzamemo državo nazaj, jaz pravim naprej, vzamemo jo, ko pridemo na vrsto, ko pridemo do moči, In lahko seveda ugotoviš, da si jo je kdo prisvojil in ga denacionaliziraš, da tako rečem. Ne moreš pa potem ti prevzeti, To je potem, to je logika Špartakovega upora, Prej so bili gospodarji in sužnji, potem pride do obrata in sužen postane gospodar pa sužen. To ni, kako bi rekel, to ni logika zdajšnjega časa. Demokracije. Demokracija, ja. Ampak še vedno pri Janši ostaja ta ideja, v katero stopu, rečemo, demokratični prostor tranziciji, torej še vedno Sanja govori o premiku, transformaciji celotne družbene strukture v desno. Ja, verjetno je to, kar sem tu spraševal, je to njegovo glavno vodilo v politiki. Glejte, na koncu koncev smo zdaj imeli veliko ljudsko anketo, to je bil referendum o teh izrednih pokojninah. Tiste izredne pokojnine so nepomembne. Prvič, na koncu koncev, to je nekaj vrhunskih umetnikov, ki bi na koncu dobili nek priboljšek, zato da so celo življenje bili na nekem minimalcu ali pa niti to ne se prebijali. Zadnjič sem slišal, nekje sem prebral, pa verjetno točen podatek, da Dragan Živadinov, ki je komaj kaj mlajši od mene, leto, dve, je upokojen za 600 in nekaj evri pokojnine. Zdaj pa o tem govorijo tisti, ki imajo, kako bi rekel, ki bojo imeli privilegije, kljub temu, da torej, umetnik je moral dokazovati svojo kvaliteto, sicer ni pridobil te bonitete. To je boniteta, ampak si predstavljate, recimo Matej Tonin, ki je govoril proti pokojninam, bo v 5 letih dobil v Evropskem parlamentu 1850. Dodatek samo. Ja, ampak to bo, tudi če ne bi nič, bi nehal delati, bi to, ko bo star 63 let, bo to pokojnino dobil. Zver pa
Tomc, pa ne vem, če še kdo, ne, ki so že 4 mandate, ne, v 4 mandatih dobiš, ali 5 mandatov, ne, dobiš 70% pokojnine. Pokojnine od bruto plače. Zdaj, veste, da pokojninske osnove sicer so nekaj otegljaje, ampak so mali, ne, se pravi, bodo imeli take, ne, en sam evroposlanec bo imel take, kot ima ne vem koliko umetnikov hkrati. In ti isti govorijo o tem, ampak to sploh ni bilo pomembno, ne, kaj bi rekel, tu so ljudi in to je bila, koliko je taktično včasih nepremišljen Janša, težko rečem zaletal, ampak je nepremišljen, je fatalist, ne, je pa tu zadev tarčo. Namreč zavist, to je pa univerzalna kategorija. Zavist je širša, ne moreš reči, to je desnica, to je levica, ne, zavist gre preko, v eno smer in v drugo smer. Ne. Zakaj bi vi nekaj dobili, kar jaz ne dobim? Ne? Zakaj bi vam nekaj pripadalo in meni ne? In tu jih je dobil, ampak tisto, kar je pravzaprav bilo v ozadju, je pa ta kulturni boj. Ne? Jaz sem nekoč, zdaj pred kratkim, ko sem komentiral, mislim, kulturni boj, ker on je pač en spekter tako označuje izraz. Ne? Tu gre pa za to, kakšna bo kultura, kako se bo definirala, kdo jo bo definiral, kateri bojo kriteriji. Ne? Zato je neznosno, zato je Titov zakon dober, ker diskrecijsko politiki omogoča, da podeljuje te dodatke. Ne? Niso oni šli proti dodatkom nasploh. Oni so zdaj samo naredili to, da bodo ostali stari, kot oni, to je njihov izraz. Stari Titov zakon, mislim, da z leta 74, ne? Kjer je pa zelo diskrecijska pravica ostala, pa še nekateri stvari, recimo kot je dedovanje in tako naprej, vdovstvo, se prenese pokojnina in tako naprej. Ne? Ampak, ne, kaj bi rekel, tisto, kar pa je, ne, kar je neznosno, je to, da bi neodvisne inštitucije, ki so kvalificirane, da bi kvalificirane inštitucije odločale o tem, komu pripada neka nagrada in tako naprej. To se mi pa zdelo neznosno. Ne? In tu, to je bil referendum o kulturnem boju. To ni bil referendum o dodatkih. Vse na koncu dodatke imajo tudi tile vsi borci, osamosvojitelji in tako naprej. Nekaj. Imajo kmečke žene, mislim, da še, ali je to zdaj že mimo, mislim, da še vedno neke dodatke. Ne? Potem dobijo dodatke različnih ljudje, ki imajo neke disfunkcije telesne in tako naprej. Ne? Vse to so neki privilegiji, to ne pomeni beseda privilegij, da ni upravičeno, ne? Ampak so neke stvari, ki niso direktno išle v plačil. Ne? To je eden od sogovornikov neke nove stranke, ki je bil predsednik državnega sveta, kako se piše, ne? Je govoril, da on nima nič proti kulturi, ampak to, da bi nekaj, kar nisi plačal. Ja, pa koliko je takih, ne? Kako športniki si in tako naprej, a boš vsem vzel, ne? Ampak to je bil res čisti atak na kulturo. Ne? To je bil poskus demontaže kulture, ki ni ljudska, ki ni taka, kot je on v svoji odi Sloveniji napisal in tako naprej. Ne? Torej, del tega kulturnega boja. Kulturni boj vedno tudi sproža dodatno polarizacijo in vidimo, ne, ta referendum je še dodatno utrdil polarizacijo. Zanima me, kaj so še ostala politična sporočila tega referenduma. Videli smo, koliko ljudi je uspela, ne, koliko je približno potencial desnice, desne sredine. Je to dovolj po vaše, je bila to neka suha vaja za parlamentarne volitve? Je to dovolj, da desnici vendarle uspe prevzeti oblast po naslednjih volitvah? Zdaj, to, a bo desnica prevzela oblast, je eno vprašanje, drugo pa je, a je to indikator. To ni nujno. Ne? Namreč, gledajte, Janša je dobil približno toliko, ali celo malo manj, kot je njegov potencialni domet skupni. Ne? Poglejte, Logar je Logar proti Pirčevi je bil kar test razmerja moči. Ne? In Logar je dobil celo nekoliko več. Je bila tudi večja volilna udeležba, ampak kakorkoli že. Ne? Janševo volilno telo, oziroma celotnega njegovega bloka je nekako limitirano. To samo po sebi to ne pomeni, da je to že znak.
da lahko zmagajo. Lahko pa zmagajo iz drugih razlogov, ker se levica nič ne, levica, govorim ta levo-liberalni blok, na čelu z Svobodo, z Golobom, ne, se niso nič naučili. Kako oni lahko rečejo, to je nepojmljivo zame bilo, ne, ko rečejo, ja, ampak ne se Janša zamisli, ne, 3/4 ljudi je bilo proti. Je pa, no, ne vem, je bil kakšen referendum, ki je bilo 50%, je moče 1-2 sta bila, moče 50% volilna udeležba. Volilne udeležbe so od 15 do 25-30 in tako naprej. Ne? Rekel, on je imel svoje cilje, dosegal je kvorum. Jaz sem si, moram reči, pa kad spremljam, sem računal, da morda ne bo dosegal. Pa ga je dosegal. In to je treba reči. Je dosegal, mu je uspelo, ne? Ampak hkrati se seveda potem postavi vprašanje, je bil pravilen in taktično moder apel na bojkot. Jaz mislim, da je bil, ker tega, kaj bi rekel, toliko ljudi, ki vedo, za kaj gre, ki vedo, kakšne ozadje tega, bi zelo težko, to bi morala biti volilna udeležba, bi morala biti taka, kot na zadnjih volitvah, ne, da bi lahko mogoče sestavili glas proti v višjem odstotku kot glas za v višjem odstotku kot glas proti. Ne. Zelo težko bi to dosegli. Zato je bilo najboljše nekako dati demonstrativno sporočilo, mi se tega ne gremo. Ne. In mislim, da v vsakem primeru je bilo skoraj, da tako kot so realnosti volilnih udeležb na referendum in tako naprej, je nekako težko bi uspeli. Ne? Je pa nekaj, ne? Tu so nekateri komentirali, češ, da to pravzaprav bil apel proti demokratičnemu ritualu. To je težko kupiti. Glede, na volitvah, državnozborskih ali predsedniških, ne? Odločajo tisti, ki gredo na volitve. Ne? In med njimi se pravzaprav prebere tisto, kar se išče. Ne? Drugače je pa referendum. Na referendumom so 3 možnosti. Ali glasuješ za neko opcijo, glasuješ proti, ali ne glasuješ. In to je neka oblika sporočanja. Ne? Če bi bilo teh, ki ne glasujejo 80%, bi pravzaprav demonstrativno izrazili neko voljo, ne? Ampak je žal ni bilo, ne? In tudi ni potem več kaj problematizirati. Ne? Ta referendum je nekako za nami, treba je sprejeti, ne? Treba je pa sprejeti to, da če že ti se odločiš za bojkot volitev, ti vseeno moraš iti v kampanjo in povedati, zakaj si proti. Glejte, kako silovita je bila kampanja SDS-a pred volitvami. Teh, ki so oglasili kampanjo proti, ne? Zlasti Svobode, je bila komaj zaznana. Ne? Razen da je bilo nekaj, kar itak ljudje ne gledajo, da sta bili 2 soočeni na televizijah in 2 soočeni na radiju, pravzaprav praktično ni bilo kampanje. Ne? Ne? To še ne pomeni, da ti ne poveš, zakaj te moti ta referendum. Ne? Tako da tu niso odigrali domače naloge. Ne? Smo zdaj na polju leve sredine. Nedavni piknik največje vladne stranke Svoboda je pokazal, da Golob poskuša zapreti politični prostor za vstop Vladimirja Prebilča v politiko. Zdaj pa me zanima, ali je aktualna koalicija v sedanji sestavi sposobna sama zbrati dovolj glasov za ponovitev mandata, kot si želijo, ali bi potrebovali pomoč morebitne Prebilčeve stranke, ki bi nagovarjal neopredeljene volivce, torej tisti del volivcev, ki so odrekli podporo Svobodi in Golobu. Ja, najbolj enostaven odgovor bi bil ne, se pravi, ni dovolj. Ne. Hkrati seveda mi ne vemo točno, kje so Prebilčeve ladje. Ne. Zdaj, ko rekel, v predsedniških kampanji je tisto, kar je govoril, je bilo recimo nekaj, kar je sprejemljivo za ta levo-liberalni blok, če mu potencialno tako rečemo. Ne. Hkrati pa je tako, nekaj rekel, jaz mislim, da Golob več ne more peljati leve koalicije do zmage. Ne. To je bilo veliko razlogov, lahko zdaj
še 5 takih oddaj narediva, da ugotavljava, kaj vse ni bilo v redu, kaj vse se je zataknilo in tako naprej. Ne. Nekaj bo treba spremeniti. Ne. Najbolj nevarno v politiki je, ko ti gredo, ko pada trend, da daš glavo v pesek in nič ne storiš, pa misliš, da bo minilo. Ne, nikoli ne mine. Veste, to je tako, včasih sem to študentom razlagal, kako je z trendi. To je tako, gledajte, vagon je zelo težek in ne vi, ne jaz niso tako močna, da bi ga podinila. Ampak če se enkrat premakne, ga lahko otrok rine. Takrat gre samodejno. Minimalni pritisk pa ga rine v neko smer, ko enkrat ga zaženeš. In tako je z trendi. Ti trendi niso ugodni. Delno je celo morda Golobu zdaj uspelo malenkost, morda zelo malenkost ostaviti. Zdaj ti več ni pomembno, da ima relativno dobre kazalce gospodarske in tako naprej. Ker se pravzaprav neki obrobni indikatorji so tisti, ki določajo imidž, privlačnost, podporo in tako naprej. In tega, seveda, te zgodbe ne more nikakor ponoviti. Glejte, pri Janši lahko naprej vemo, kaj lahko pričakujemo. Približno toliko bo dobil, kolikor je na zadnji volitva. Ampak kaj je problem? Volilna deležba bo nujno, ne nujno, ampak bo nižja. Nižja bo. Če bo volilna deležba nižja, bo njegov izplen večji. In kako rekel, Golob več ne more pripeljati toliko ljudi. Jaz ne govorim, da je treba Prebeliča pripeljati. To jaz ne vem, tudi nisem politik in to. Dejstvo je, da Golob je bil novi obraz, se je tako kot vsi novi obrazi se je obrusil. Morda celo malo manj kot nekateri drugi, pred njim. Ampak dejstvo je, da ni, rekel, njegova moč ni zadostna. Drugo pa je to, problem svobode je. To je nekaj vseh vetrov na metano. Oni pa res nimajo, če kdo nima identitete. Če pravimo za Janšo, da je to stranka, ki ima program, ki se mu reče Janez Janša, pika, pa marsikaj veš, tu pa zelo ni čisto jasno. Na istem, gledajte, kako ste menili ta piknik, ki je bil v Volčjem potoku, če se ne motim, prije na oder Robert Golob in pravi, časa ni veliko, tako kot to poje oni na Evroviziji, da časa nam izteha, na glavo obešen, kot je moj prijatelj Franko Juri, da niso za jutrišnjo mladino, da visi na glavo in poje, ni časa, leve, kako je že rekel, vse leve sile treba združiti, da bomo ohranili socialno državo, bla, bla, super, vredo, Potem pa pride gor njegov finančni minister, pa reče, ja, veste, jaz upam, da ne bomo zapadali v neke histerije, prav besedo histerija, in da ne bomo slepo sledili in preveč pod vplivom levih strank. Zdaj to je tako različno, kot dva, da tako rečem, pomembna, nista oba ključna, ampak sta oba zelo pomembna člana, eden je finančni minister, drugi je premier, in govorite popolnoma nasprotno. In tretje je pa publikum, njihov, ki pa itak ne ve pravzaprav, kaj so, kje so oni, kaj so. To je res, to časti vidim, ko hodijo. Potem imate še tretji moment, je pa obrambni minister Sajovic, ki pa govori tako s tistim patosom čitalniškim 19. začetku 20. stoletja, domoljubje, domovina, Slovenci, Slovenke. On bi moral kot minister vedeti, ali pa bi moral nekdo to na listek napisati, da on vodi en resor v državi. Država pa predstavlja državljane in državljanke, ne Slovenci in Slovenke, pa tudi če je 99%, in tako naprej. In ti, kako rekel, in enota države je državljanska zavest, ne domoljubje, in tako naprej. Tako rekel, nimajo, elementarni stvari nimajo, to je pa res stranka, ki pravzaprav ni predštatala itak ad hoc, to so pravzaprav vse te nove stranke, ampak ni izgradila neke idejne platforme. Včasih smo se jezili na LDS, da je bila preveč nekako
med dvema poloma, po eni strani tem levo-liberalnim, libertinem, ne, po drugi strani pa malo z enim nogo v neoliberalizmu, ne, ampak je vendarle imela neki koncept, ne, ta pa nima, ne, in tu je problem, ne, poleg številnih drugih problemov, ki smo ne bi odpirali, ne, tako da je ta, kako rekel, tu se mi celo zdi, morda, ne vem, da bi celo morda Prebilič celo bolj znal si nekako osmisliti neki koncept, ne, ki ga pa Svoboda ni osmislila, žal, ne, to. Jaz bi rej videl, čisto zato, ker me motijo črni oblaki, ki se zgrinjajo nad Slovenijo, tisti, ki bodo vzeli si državo nazaj, ne, pred kleptomani, ne, bi rej videl, da bi bilo drugače, pa si žal ne morem reči, da je tako, ne, ker rekel, tisti, ki smo na distanci, ki smo uporabniki države, ne, tisti vendarle vidimo, da so zadeve daleč od razčiščenih in tako naprej. Ne. Za konec še samo eno vprašanje. Cel čas svoje izdatno ste analizirali fenomen Janše in SDS, zdaj pa takole dal iztočnico. Nekateri menijo, ne, da ima tudi Robert Golob avtoritarne težnje, jih vi opažate? Zdaj, Golob je samodržen, ni pa avtoritat, ne. Zdaj, nekdo bi lahko rekel, da to sinonimne rabe, ampak ne, on je, težko prenaša kritiko in tako naprej in hoče ene stvari razrešiti po domače, narekovaji, ne, ampak da bi imel tiste avtoritarne, kakšne ima Janša, tega ne vidim, ne. Si pa nekako predstavlja, ne, on nima osnovnih vednosti, veščin o državi, pa o funkcioniranju strukture države, sistema, o pravnem okviru države. To, recimo, ko si je on predstavljal, da bo poklical tam šefa policije, nekega policeja, ki mu nekaj gre na živce tam v Gorici. Ne. To je nekaj, kar pravzaprav je neznosno. Ne. In on pravzaprav večkrat je na tak način reagiral, da se je videlo, da enostavno pa to ni alibi, da se ne bo razumela, da enostavno ni vedel, ne? Da enostavno eni stvari ne ve, da se ene stvari čisto napačno predstavljajo. Na koncu koncev tudi, to je zoprno govoriti, ampak tudi to, ne, da pri nas nimamo inštituta prve dame, prvega moža, ne vem, partnerja za primera. Ne, in tu mora pač znati ločiti privatno življenje od tega. Ne more nekdo iz privatnega življenja vstopati v prostor države. In to se je prevečkrat videlo. Ne. To je bilo, rekel, takih stvari, ki ne bi, ki bi to bilo, bi čisto znižali nivo debate, ne, ampak tega je bilo preprosto preveč in tega ni zmogel. In okrog njega, to pa je problem, ni problem samo Golob, ne. Okoli njega so svetovalci, ki mu tega ne povedo, kot še mnogo drugih stvari ne povedo. Ne. Če ti nimaš ekipe, ne moreš vsega vedeti, še zlasti on, ki je prišel iz čisto nekega drugega sveta. On je prišel v politiko zato, ker je imel težave, ker s politiko imel težave. Ne zato, ker bi politiko videl kot življenjski izziv. Njemu je postala politika življenjski izziv v času Janševe zadnje vlade, ne, ker je imel težave. Ne. Tu je problem in to ni prvi, ki je na tak način vstopil v politiko. Ne. In pri taki se nam potem vedno nekako to vrača. Ne. Ko rekel, v nekem trenutku je magnet, je privlačen, ne, za ljudi, in dobi potem mandat, potem pa se v tem mandatu ne znajde. Ne. In jaz upam vseeno, zdaj ne vem, s komerkoli bo Slovenija šla v naslednjo legislaturo, da bo to ljudje, ki ne bodo imeli kleptomanskih idej. Ne? To je edino, kar lahko nekako v zaključku rečem. Ne? Ja, s to idejo se tudi jaz poslavljam, tako da, gospod Miheljak, najlepša hvala za pogovor. Hvala za vabilo.